Punce moje, živo nazaj na kanalu. Danes nas čaka make-up tutorial inspired by Rita Ora. Na zadnjih Brit Awardsih je bila bejba totalno čudovita, full simple make-up, ampak rdeča nit tega make-up looka je pa mislim, da prihajajoči pomladni trend. Vse več tega opažam, tako da jaz mislim, da bo res tudi na ulicah ga kmalu videti. In to so glossy veke in glossy usta. Prav si slišala, gloss se da na veke in gloss se da tudi na usta. Ampak meni je všeč, upam, da bo tudi tebi. Ne rabiš veliko izdelkov, ne rabiš niti veliko make-up znanja, rabila boš gloss, zavihati rokave in dajmo se lotiti. Prvi korak bo primer. Poudarek pravzaprav pri tem videu je res na lepi, sijoči koži, zato nočem fasade, hočem svežino in zato nanesem tanko plast revlonove kremne podlage. Je lahko do srednje prekrivna in jo zabrišem, torej enakomerno prvo nanesem po obrazu in potem zabrišem z kabuki čopičem. Banana je ravno tako obvezen del te make-up rutine. Naslednji korak je korektor. Nanesem ga pod očmi za dodatno svežino, torej da res preprečam kakršnokoli temno senco na svojem obrazu. Za naravno otoplitev obraza boš potrebovala bronzer. Nanesem ga vzdolž ličenc. Mislim, da sem ga nanesla samo vzdolž ličenc. Ampak se ne spomnim, ampak verjetno bom pokazala. Na ličence definitivno in ga fajn zabrišem. Ja, očitno samo na ličence. Naslednji korak bodo obrvi. Urejene obrvi so absolutni must. Naravno poudarjene obrvi. Zapolnim jih z Benefitovim svinčnikom in jih zavarujem z maskaro za obrvi. Tale ni tako fajn, ker je preveč mokra, ampak sem imela pri rokah, tako da mislim, da je od buržoaja. Moja naked, čudovita, lepa, seksi paletka Low Blow bo edina senčka, ki bo šla na veke in nanesem jo pravzaprav, to ne bi moglo biti bolj enostavno, samo na pregib svojih obeh vek. In to je to, to je to. Potem pride gloss in res ne rabiš biti make-up artist za ta videz. Tukaj je zvezda tutoriala. Gloss vzameš brez bleščic, brez barvan gloss in jaz sem ga najprej nanesla na dlan in potem s prstom utapkala na center in notranji kotiček veke. Pravzaprav kar po celem delu veke. Ja, po celem delu veke. Naslednji korak bo bež vanilija barvica. To nanesem v svojo vodno linijo za še dodatno svežino. Da spančkov nočemo, ker hočemo biti zbojeni. Zdaj pa z rjavo revlonovo barvico definiram ponovno svojo spodnjo črto. Ampak samo zunanjo polovico. Kljub temu, da delamo naravni look, so trapalence pri tem videzu ful pomembne, ker nimamo veliko dogajanja na vekah. Res morajo trapalence izstopati. Zato sem se odločila za umetne trepke. To je tvoja izbira, ne rabiš, ampak meni se zdi, da da krasen poudarek. Zdaj pa highlighter, ki da tudi krasen poudarek. Tale od Trendy Dapa v tej paletki je ekstra noro pigmentiran. In nanesem ga pod lok obrvi. In tudi, mislim, da sem ga nanesla na vrh svoje ustance. V redu. Dajmo obrobati usta z Watermelon lubenica odtenkom. Nič posebnega zarišem torej svoja usta. Grem celo malo noter, zato da dobim to rozkasto rdečo barvo. In potem nanesem gloss. Od Klarinca gre v bistvu za en tak booster, negovalni za usta, tak kompakten gloss, ampak mi je všeč zaradi tega, ker se ne lep, ni tistega občutka, tistega neprijetnega občutka, ki glossi znajo ga narediti na ustih. Tale je cool, ta tega nima. To je to.
je to? Popravim si lase. Ne izgledam tako kot Rita, ker sem preveč temna, obviously. Svež, zelo enostaven make-up look. Okidoki, to je to, kar se tiče tega make-up tutoriala. Upam, da si uživala. Gloss definitivno čuvi nekje blizu, zaradi tega, ker je gloss nazaj. Pozabna imati šminko, gloss je nazaj, sem že rekla, ne? Ljubčke in čau!